Ja, če nadaljujem morda z to zgodbo glede preoblikovanja strategije po osamosvojitvi Slovenije. En del te strategije je bil seveda geografska širitev našega delovanja z vstopom na enega najzahtevnejših in največjih generičnih trgov. Drugi del je bil pa vezan na vstop na še zahtevnejše področje razvoja tako imenovanih podobnih bioloških zdravil. Tudi tukaj smo orali ledino, bili prvi na področju srednje in vzhodne Evrope, ki smo si drznili ugrizniti v ta izziv. In tudi tukaj smo se zavedali, da nas čaka ogromno pasti in da bo to zelo zahtevna pot. Kasneje se je izkazalo, da je še zahtevnejša, kot smo morda v prvi fazi predvidevali. No in ena od pomembnih koristi tega, da smo danes del velikega sistema, velike družine Novartis, je ravno v tem, da je to trenutno in tudi v prihodnje najbolj zanimivo področje razvoja farmacevtske industrije, torej razvoj bioloških in podobnih bioloških zdravil, kot izjemno tvegano področje nujno potrebno imeti velikega partnerja, ki lahko na eni strani zameji tveganja, na drugi strani seveda pa zagotavlja tudi ustrezne finančne vire za razvoj tovrstnih zdravil. Seveda to ni edina korist. Drugo sem že omenil, to je naše delovanje preko razvejane Novartisove in Sandojeve trženjske mreže. Mi smo danes prisotni na vseh kontinentih v, pravimo, 160 državah sveta in seveda to ne bi bilo mogoče, če bi bil Lek danes še vedno samostojno podjetje, ker je enostavno za podjetje take velikosti to predrago. Sploh za takim modelom nastopanja na trgu, kot ga omogoča Novartis za svojo mrežo. Naslednje, kar je zelo pomembno, je, da biti član velike družine odpira neslutene možnosti osebnostnega razvoja našim sodelavcem, ki danes lahko svojo karierno pot gradijo ne samo na tem, kar jim lahko ponudi Lek, ampak na tem, kar jim lahko ponudi Novartis. Potem